Dobar večer. Lepo pozdravljeni v imenu Muzejskega društva Bled in v imenu Zavoda za kulturo Bled. Nadaljujemo z drugim sklopom predavanj in tako je danes z nami dr. Franc Rozman, redni univerzitetni profesor v pokoju, ki prihaja z Bleda. Njegova ekspertiza je zgodovina Slovencev in južnoslovanskih narodov, poleg tega pa je tudi avtor več monografij, razprav in strokovnih člankov, med katerimi posebej velja izpostaviti deli na cesarjev ukaz in spomini pisma Jožefa Švegla. Danes bo govora prav o generalu Jožefu Šveglu, diplomatu in politiku, rojenem v Zgornjih Gorjah pri Bledu, predvsem pa enemu izmed redkih Slovencev, ki se mu je uspelo v času stare Avstrije prebiti v svet visoke politike. Njegova življenjska pot, ki jo je zapisal v spominih, je bila vsekakor zelo zanimiva. Njegov patriotizem bi lahko opisali kot mešanico kranjske deželne zavesti, pripadnosti nemškemu kulturnemu krogu in zvestobo Habsburški monarhiji. Več o njegovem življenju in njegovi miselnosti pa nam bo povedal dr. Rozman. Izvolite, beseda je vaša. Ja, drage krajanke in dragi krajani, zdaj, baron Jožef Švegel, čisto to ste že vsi slišali zanga, ampak kaj več, kaj veliko več, pa o njemu ni znano, ali pa saj ni širše predstavljen, ali pa ni v njemu veliko napisanega, sicer zdaj že je, se moram pohvaliti, da po moje zasluži, čeprav nisem imel kakšne posebnega odmeva po slovenskem. Je pa res, da je Jožef Švegel, Baloho po domače, bil eden tistih Slovencev, ki so se v obdobju Avstro-Ogrske monarhije povzpeli najvišje v avstrijskem družbenem, političnem, kulturnem, še najmanj gospodarskem življenju. Pri nas od vsega začetka ni bil upoštevan, razen v prvem obdobju. V prvem obdobju to bom še povedal, zdaj samo na kratko, ko je pisal tudi slovenske pesmi in pisal slovenske majhne članke v novice, v slovensko čbelo, pa še kakšno drugo slovensko literarno revijo, ampak potem, ko je prišel študirati na Dunaj, ko se začela njegova diplomatska služba, je bilo seveda tega konc. Je pa res, da je bil pa še potem, ko je bil že diplomat in bil član Slovenske matice, vse dotlej, dokler je matica vsako leto objavljala seznam člankov. Tam je to nehala, takrat nimamo podatkov, pa najbrž ne verjamem, če je še bil, ampak pa se je pa vrnil k nam nazaj na Kranjsko in v Grinišče ni bil več. Takrat je postal že osovražen, eden najbolj osovraženih Slovencev, vsaj na političnem področju. Vse sorte so govorili o njem in zoper njega, da je obogatil na ta način, da je trgoval z belim blagom, da je bil stalni obiskovalec egiptovskih bordelov. No, on je potem tožil tudi enega, ki je to pisal in je prav ga dobil. No, in tist možakar je mogel v zapor in je tam umrl. No, ampak da začnemo z rojstvom. Vam bom za uvod povedal, kaj je on napisal v svoje knjige, v svojih spominah. Luč sveta sem zagledal 29. februarja 1836 v Zgornjih Gorjah pri Bledu na Kranjskem, se pravi na prestopno leto. Moj oče Janez Švegel je imel takrat 32, moja mati Neža pa 36 let. Takrat sta stanovala v Zgornjih Gorjah, v hiši številka 2 pri Dorenku, kjer sta bila najemnika in sta tam imela branjerijo in gostilno.
Šele 4 ali 5 let kasneje sta se v Zgornjih Gorjah zgradila svojo hišo, ki se ji je reklo Pri Balohu, številka 3, in je stala poleg moje rojstne hiše. Oče je bil iz Krnice, kjer je podedoval manjšo hišo, se po poroki preselil v Zgornje Gorje in začel svoj posel najprej v hiši pri Čarju in nato pri Doringu. Mati je bila na Bohinjski Beli v Trpinčevi hiši. Oče je imel brata Martina, ki je umrl kot ekspozit 1847 v Podstenju pri Dorenbergu. Očetova sestra je bila poročena z nekim Ambrožičem, Tičovim iz Zasipa. Mati je poleg brata, ki je kasneje gospodaril pri Trpinčevih, imela 3 sestre, od katerih se je ena poročila z lastnikom Polhube pri Šeku, Patrnujem ali Peternelom. Druga sestra se je omožila s tovarniškim delavcem iz Save, tretja Lucija pa je umrla v naši hiši v Zgornjih Gorjah. To sem, no samo še ta stavek, moj oče je bil bratranec pokruškega kmeta Žembe, po domače Figovca, čigar brat se je kot dolgoletni podoficir povzpel od majorja in imel 4 otroke. Zdajšnjega generala pehote Johana von Žemvo, njegovega brata feldmaršal-leitnanta Blaža Žemvo in pa 2 hčeri, od katerih se je najstarejša poročila z višjim gradbenim svetnikom Bojmlom. Mlajša pa je ostala samska. Ker sem jaz pripravljal tele spomine, so vse sorte ljudje govorili, kar se tega sorodstva tiče, jaz se tam na te Gorje, pa na Krnico, pa na to nič razpoznam, zato sem tole prebral, ker se mi zdi, da je on pa že vedel za to svojo sorodstvo, da je napisal vse prav. Bil je sin, 5. sin družine, v kateri je bilo 7 otrok. Najstarejši je bil Andrej, ki je bil zdravnik in ki je potem umrl 1874 leta na Dunaju zaradi posledic zastrupitve. Ko je bil v prosekturi, se je zastrupil in je potem od tega duševno zbolel in 1874 je umrl. No, potem je bila sestra Mina, ki je bila doma in je tudi nekako omenjena v slovenski literaturi, ker je napisala nekaj pesmi, ki jih je tudi objavila. Potem so bili še Jožef, Jera, Janez in Martin, ki je, vsi ti, ki sem jih zdaj naštel, so bili brez otrok. Zato je pa Martin imel 8 otrok in po njih se je ta Šveglova familija ohranila do današnjih dni, čeprav samo po ženski liniji. Dva od teh bratov sta bila poleg Švegla pravnika, torej Švegel ni bil pravnik, ampak je imel to diplomatsko akademijo, 2 brata sta bila pravnika, 2 sta bila inženirja agronomije in 2 pravnik in pa inženirja agronomije sta umrla precej zgodaj, eden je storil samomor, drugi pa umrl zaradi tuberkuloze. Najmlajša je bila Jirca, ki je bila poročena z Žigo Voduškom, očetom, pred 2 letoma pokojnim diplomatom, tudi Žigo II. Voduškom, pa ima tudi sina Žigo III. In vnuka Žigo IV. Vsega cela dinastija se tako nadaljuje. Žena njegova je še živa, v zadnjih razgledah ste videli članek, ker je
95 let stara. Potem je pa del družine je ostal na Dunaju in od tega Rudolfa, ki je naredil, ki je imel dve hčeri, ena še živi, v Ameriki sicer, oziroma dve živita, ta tretja je pa umrla, mislim, majhen prej, kot pa Žiga v dušah. No, naš Jožef Šegl je tako kot tudi nekaj njegovih bratov, takoj prve dneve, torej tukaj ga malo, odkdaj je ta slika, ni datuma, ampak jaz mislim, da je to tam, ko je bil že v zrelih letih, ko je bil že, ko se je že vrnil z tega diplomatske službe iz Egipta in iz Carigrada, tako da je bil takrat že na Dunaju. No, prve šole je opravil 2 let samo v Belaku, da se je naučil nemščine, potem je šel v gimnazijo, na takratno gimnazijo, ki je nekako ustrezala poznali še klasični gimnaziji, bil je v aluzivlišču, v internatu, preživljal se je z inštrukcijam, bil je pa odličen učenec, tako da je dobival, da je bil večkrat nagrajen, večkrat je bil prvi v razredu, takrat so ocenjevali tako, torej v vrstni red tak kot pri oficirjih, prvi po rangu, drugi po rangu in tako naprej. In tisti prvi so dobili nagrade, vsaj do 5. mesta in Šegl je dobil večkrat prvo, pa drugo, tretjo. No, ampak spoznali so ga tudi visok državni uradnik, pa deželni uradnik, grof Kojnevar, tisti znamenite Kojnevartove družine, je bil pozoren nanga, ko je na nekem zaključku šolskega leta govoril zaključen govor, tako kot je bilo običajno v nemščini, latinščini in slovenščini. Torej, zdaj, seveda, zdaj znamo samo še slovenci bolj malo, ne? Nemški že zelo malo, latinsk so pa rarabis, kaj pa sem nekakšen. No, in ta baron mu je potem svetlo, oziroma ga je priporočil, da se je upisal na medicino, tako kot brat Andrej, naredil sprejemni izpit, po 1 letu se je pa pripisal na diplomatsko akademijo. Diplomatska akademija je bila ena najbolj elitnih šol, 2 res elitnih šoli je v tistih časih imela Avstrija. Ena je bila ta, diplomatska, druga je bila pa vojaška. Obe sta nudila Marija Terezija. No in tam so se učili vse mogoče. Naučil se je perzijsko, arabsko in turško. Poleg tega, da se je že v gimnaziji naučil latinsko, najbrž starogrško so se učili. Med modernimi jeziki je znal seveda poleg nemščine francoščino, italijanščino že tudi po ženi. Ni nobenih podatkov, da bi znal angleščino, ampak angleščina takrat ni bila nič popularna. Po vsej verjetnosti je znal tudi, ali pa saj je razumel turško, ne turško, rusko in pa srbo-hrvaško, ker se je diplomatsko precej ukvarjal tudi s Srbijo pa z Balkanom. Odlično, z odliko je naredil to, tam se je naučil tudi poseben predmet, je bila ulika, ples in jahanje. To se pravi, da so bili diplomanti, so bili pravi kavaleri, ki so se znali obnašati v vsakršni družbi. In ta akademija, oziroma ta diplomatska akademija je bila ustanovljena s posebnim ozirom na Bližnji vzhod, pa na Kitajsko, pa na Japonsko, ker je Avstrija takrat
spoznala, da je perspektiva za njen nadaljni razvoj in obstoj Bližnji vzhod, ali pa tudi še bolj daleč, kajti v Evropi doigrala svojo vlogo. Takrat je izgubila že svoje posesti v Belgiji, izgubila je posesti v Španiji, v Italiji, v Nemčiji ni bila več, Nemčija je bila že kmalu potem združena. Skratka, edino na Balkanskem polotoku na jugovzhodu Evrope je bila šansa, da se eventualno še kaj razširi, predvsem pa, da se trgovsko ukrepi. No, tako je po tej končani šoli je dobil mesto, kot so oni rekli, diplomatski eleva, to se pravi učenec, kot da bi rekli pripravnik, in je šel v Aleksandrijo in potem ostal v Aleksandriji in pa v Kairu naslednje 10 let. Na poti v Aleksandrijo je srečal enega ekonomskega zastopnika avstrijskega Lloyda, te pomorske firme, ki je prišel z ženo in hčerko. Hčerka je bila stara 11 let in Švegelj jo je po stopnicah nesel na ladjo in se vano zaljubil, kar takrat, a prima vista, in čez 7 let se je znov poročil. In to je bila njegova žena, Marija Batisti di San Giorgio. Sam v spominih prav, da so bili to najlepša leta njegovega življenja. Tako je napredoval v tolmača za turščino in je tam opravljal vse mogoče nižje ali pa konzulske zadeve, potoval veliko po Egiptu do Asuana, zbiral tudi te egiptovske starine. Na Dunaj je poslal 4 velike molitne stebre, ki krasijo Kunsthistorisches Museum v Zunaj. Dal je v Ljubljani poklonil eno eno mumijo, v kateri se danes nič ne ve, kje je. Poleg velikih drugih predmetov, manjših, ampak dobro iz tega staroegiptovske zgodovine, ki se je po njegovi smrti, pa tudi po smrti žene, je ostalo primeroma malo, knjižnica je bila razdeljena, tako da predvsem je pa največjo škodo pa naredil njegov nečak, tale, ko sem upravil konzul, Švegelj. Jaz sem dobil dokumente, en avstrijski zgodovinar je pripravljal izdajo dokumentov te nacionalne stranke, kjer je bil Švegelj eden najbolj pomembnih članov in je prosil to gospo Sancinovo, če je od Švegla ostalo kaj zapuščenja. In ona mu je odgovorila, da ni popolnoma nič, ker je po Šveglovi smrti in po prvi svetovni vojni ta konzul, kar sem upravil, rekel, da vse skupaj to ni nič vreden, da to nobenemu ne bo nič koristilo in je vse skupaj sežgal. To bi bil eden najbolj pomembnih arhivskih ostalin slovenskih politikov ali politikov slovenskega ozemlja, ker jih je bilo in zdaj seveda ne vemo nič. In tam noter je tudi tisti dokument, ki je eden najbolj ključnih za slovensko zgodovino. To se pravi tisti dokument, s katerim so 1896 sklenili liberalna stranka pod Tavčarjem, pa nemška veleposest, nemško nacionalna, ko so sklenili pogodbo, da so imeli večino v Kranjskem državnem zboru in je to trajalo do 1912. To v slovenski historiografiji se še zmeraj reče, da to ni nič res, oziroma ne, da je res, ampak da pa ni nobenega dokumenta.
in da so jih to Nemci prisilili. Ampak Švegel je pa, torej ta pogodba je napisana v dveh izvodih. Tavčar je imel samo tisti izvod, ki je bil Švegel podpisan, medtem ko je Švegel imel tudi tisto pogodbo, ki je bil podpisan Tavčar. Da je to jasno, da je prišlo, da ni bilo nobene prisile v nič. No, skratka, 1870 leta je potem iz Egipta, potem, ko sem rekel, da je sodeloval pri tistih tudi pomagal arheologom, oziroma z njimi hodil, ko so raziskovali se začetek arheologije, je bil pravzaprav takrat od Napoleona naprej, no, ampak so bili zadovoljni z njim in je potem bil premeščen v Carigrad. To pa tudi zaradi tega, ker je, to je bil njegov prvi veliki uspeh, 1869 je prišlo do odprtja Sueškega prekopa. In tega prekopa se je udeležil tudi tole. Udeležil tudi cesar Franc Jozef. In celoten obisk Franca Jožefa, on je prišel seveda z velikim spremstvom na vojni ladji, ki je poveljeval Tegetthof, to je bilo že 3 leta potem, ko je zmagal v bitki pri Visu. In vse to je pripravil Švegel. In to je slika, ko Franc Jožef pleza na kjero piramido. Tukaj Švegla ni zraven, tukaj so sami Egipčani, ki mu pomagajo, tudi Franc Jožef si nekaj posebej podoben. Tukaj še nima tiste svoje brade, pa tudi pokrivalo čudno, ampak skratka je to on. No, in takrat je on za te zasluge pri temu je dobil prvi plemiški čin, to se pravi poslovni vitez. In čez 6 let, 1875, je postal baron. Od navadnega kmečkega sinu se je pozdignil barona. Baron je prvi višji plemiški naziv. Plajvaj si bil vitez, pa nekateri še manj kot vitez je fon, to ni nič pravzaprav, no ja, malo je, to je kaj se je kot prvi razgled. Tako da, kolikor je meni znano, je samo Andrej Winkler, Primorc, ki je tudi postal baron, ko je bil imenovan za kranjskega deželnega glavarja. Ostali pa ne. V plemeniteljah jih je bilo seveda cela vrsta, ampak baroni pa ne. Baroni so v glavnem postajali vojaki, to se pravi generali, to je bilo zelo veliko, ne? To boste še slišali, čez 3 tedne oddaje. Medtem ko civilnim uradnikom civilni uradniki pa niso dobili od cesarja takega visokega naziva, razen, če ni bilo to dedno, ampak to je druga reč. To pa med njimi dednega plemstva pa Slovenci zapravo nismo imeli, oziroma lahko bi rekli, mi smo se zavestno odrekli temu, da bi bilo to slovensko plemstvo. Za Avršper, da bi Kamot lahko rekli, da so bili Slovenci od 12. stoletja skozi, je bil center njihove rodbine, kle na Turjaku, pa na Kočevju, ampak zato, ker je bila slovensko historiografija od srede 19. stoletja, ko se je začela zelo narodna vojna in vse, kar je samo malo dišalo po nemščini, je bilo to okarakterizirano za renegatstvo in za narodno izdajstvo in vodilni slovenski zgodovinarji so tudi postavili tezo, da slovenski narod temelji
na kmetih, kar je seveda res, ampak zdaj pa moderna historiografija že dolg časa nič več naprav, da je kmetstvo tisti temelj, iz katerega se je razvila moderna družba, ampak je to skoraj izključno samo meščanstvo. Ker meščanstvo skrbi za trgovino, za obrt, potuje okrog po svetu, kmet je navezan na tisto zemljo, ki je moral obdelovati, bil je še v feudalnem sistemu, to se pravi, še dolg časa je bilo glede adskripcijo, to se pravi privezanost na zemljo, da sploh nismo nikam moriti, če mu zemljiški gospod ni dovolil. Ampak to je bilo takrat, v druge polovice 19. stoletja je bilo nekako za narodni dvig pomembno, da smo rekli, ja, mi smo ostali zato, ker smo bili kmetje, pa nismo nikamor šli in ta slovenska kri, pa slovenska pridnost nas je obdržala. Zdaj se to malo spreminja, čisto tako noben več ne govori, tudi so bili storjeni. Recimo, pri Šveglu je bilo to nedvomno napaka. On je, dokler ni šel v Egipt, diplomatsko službo, kot sem rekel, je pisal slovenske pesmi in tako prozo. Napisal je tudi sonet v Prešernu. To ni več posebno, pravzaprav ta njegova poezija pa proza nista na kakšni posebni visoki ravni, tudi jezik je precej okoren, ampak vendarle, ni nič slabš pa nekaj od Kosjeskega, ali pa še od kakšnega tistega, kako jim je rekel Prešeren, da ki posili, da se pa nas spomnim, ki ne zmajejo nič jezika, besed, da vškvalcev grdih ne poznajo. Seveda to ni nobene take prefinjene lepote, ki se je razvila pol šele od Prešerna naprej, preko Stritarja in tako naprej. No, Stritar je bil njegov sošolec in z njim sta ohranila tudi stike, potem ko je bil Stritar srednješolski profesor na Dunaju. Šveger je bil takrat že visok uradnik, precej nad njim, ampak sta se še obiskovala. No, zdaj je po temule obisku se je s cesarjem osebno seznanil tudi tam in je cesarju ostal v dobrem spominu in vsa njegova hitra ta uradniška pot se je razvila zahvaljujoč tudi osebnem poznanstvu Franca Jožefa. Enkrat samkrat, in to bomo še prišli mu zameru, in takrat je bilo konec njegove politične, oziroma ne, diplomatske karijere. No, to je Suleški Crekop, to pa ne vem, kaj je. To sem pa šele zdaj po internetu dobil, to sta dva, to je tak medaljon, koga piše Jozefa, Švegel, konzuli Austro-Hungarika, kolonija Aleksandrina, Grata. Tole pa ne vem, to je pa 3D, in kaj je to? In ne vem, zakaj je on to sploh si dal narediti, kaj pa to kakole sorte vizitka ali pa ne vem, tudi ne vem, s kakšnega materijala je, ne veš nekaj posebnega. To je Kajno, zdaj ga pridemo, to je pa tole je Carigrad, Istanbul, takrat je on prišel in ko je on prišel 1870 leta, je izbruhnil požar v enem delu mesta, ki se reče Pera in to je pravzaprav tisti edini del Carigrada v tistem času, ko
je imel še značaj neke zahodnoevropske prestolnice, ker to se je ohranilo od bizantinskega cesarstva naprej in so Turki tiste svoje mošeje in privatne hiše in sultanske palače gradili nekje drugje. Medtem ko evropskih trgovcev, ki jih je bilo vedno več, so bivali tukaj. Prišlo je do požara s smrtnimi žrtvami velik in tam je to zgorelo in potem je ta del mesta je dobil obeležje čisto turškega naselja. No, še preden je prišel v Trst, je izdal 2 knjige. Obe sta išli v Trstu in sicer se je ukvarjal z ena je popolnoma gospodarska, druga je pa geografsko gospodarska. Ena se imenuje trgovina in pomorstvo v Rdečem morju, druga je pa trgovina in pomorstvo in gospodarski položaj Istanbula, to se pravi Carigrada. To sta obe 2 knjigi, ki bi bil danes vsak ekonomist vesel. On sicer za tisto prvo v Rdečem morju je naredil na podlagi lastnih opazovanj in poti, in naredil čist sam. Drugo je bil pa samo odgovorni urednik in je zelo pametne ljudi dobil, da so v 10 poglavjah obdelali ta Carigrad po nacionalni sestavi, potem po vseh panogah gospodarstva, kmetijstvo, trgovino, vojsko, vse to. In to je bilo nekakšen, kako bi rekel, poročilo za vojsko. Kako naj se vojska ravna, če bi eventualno prišlo do vojne s Turčijo. No, zato je on potem dobil 1875 leta ne nagrado, ampak odlikovanje tele palme Francoske akademije znanosti in umetnosti, diploma, ki je ostala pri živi v Rušku. Jo še imajo, jo pa ne bodo dali. Nobene ne bodo dali, ne te pa ne v častnem občanstvu gleda. No, kakorkoli. Je nekaj za obendima. Ženske se spreminjajo, ne? No, to se pravi, zdaj je v Rimu, v Carigradu, in ena prvih večjih nalog, to je bil, recimo, če rečemo, da je bil prvi vrh sprejem Franca Jožefa pri odprtju Sueškega prekopa, je bil drugi vrh 1873, 2 letje na to delo, 1873 je bila svetovna razstava, prva svetovna razstava na Dunaju. In on je dobil zadolžitev, da naredi paviljone za celoten daljni vzhod. Japonsko, Kitajsko, pa je za bližnji vzhod, za daljni vzhod, vse to je on naredil za Turčijo in je naredil en ogromen zemljevid relief, ki je tako velik kot ta soba. Saj tako pravi ljudi, zdaj ga ni več, jaz sem ga iskal, ali ga nisem hotel pokazati. Švegel, kaj v spominah piše, da je že leta 1911 pisal te spomine, da je v kleti v etnografskem muzeju, zdaj pa vprašanje,
to sta bili 2 svetovni vojni, kaj je zdaj, no, ampak so naredili zelo natančen relief Turškega cesarstva, ki bo takrat še velik, in potem pa še poseben zemljevid. No, in ta razstava in ti paviljoni, ki jih je on naredil, so zbudili veliko pozornost, veliko publike je bilo, pohvale so deževale z vseh koncev in krajev, in na podlagi tega je potem Švegelj postal baron. Se pravi, je dobil prvo, kako se to reče, to se pravi, baron je prvi med visokimi, prvi red visokega plemstva, naprej nekaj dosti več, pa je samo še grof, knez, vojvoda, kralj, cesar, več jih ni. Zanimivo je, da je za materialne zadeve in za ekonomijo in za organizacijo je bil vedno zelo sposoben in on je bil edini, saj tako so napisali, edini, ki ni prekoračil proračuna za to razstavo. Še nekaj denarja mu ostali, vsi ostali so presili stroške. To je bil velik korak, torej se je ponovno spet uveljavil širše in takrat se je že na temule odprtju Suleškega prekopa se je seznanil z baronom z grofom Đuro Andrašijem, ki je postal zunanji minister. Đuro Andraši je bil znan kot najlepši grof v Evropi. Imel zelo čudno življenjsko pot, bil je cigan in tudi zato kot cigan in take izrazite ciganske poteze in vsa Evropa je bila zaljubljena vanga. Sodeloval je v revoluciji 1848 skupaj s Košutom in mogel zbežati, ker je bil obsojen na smrt in se je zatekel v Turčijo, bil tam nekaj časa v Turčiji in zato je vedno, kot zunanji minister, je vedno z naklonjenostjo gledal na Turčijo. No, ampak pol, ko se zadeve nekako pomirile, se je preselil v Pariz in tam nekaj časa še deloval kot emigrant, potem je bil pa pomiloščen, tako kot je zelo veliko tistega plemstva, ki je sodeloval v revoluciji 1848 in se je vrnil na Dunaj. In bil je relativno bogat, velika posestva je imel tam na današnjem Slovaškem, bil je sposoben in je sodeloval tudi pri tisti nagodbi 1867, to se pravi na tisti pogodbi med Francem Jožefom in ogrskim plemstvom, po kateri se je Avstrija spremenila v Avstro-Ogrsko 1867. On je bil eden tistih, ki so to sestavljali. Se pravi, je imel visoko funkcijo na madžarski strani in Madžari so sforsirali, da je on postal zunanji minister in je bil dolgo časa zunanji minister, do 1880 leta. No, nekako sta se zelo hitro ujela s Švegljem in ga je posredoval pri cesarju, da je Šveglja imenoval za ministrskega sekretarja in potem je kmalu napredoval v šefa, zunanje ministrstvo je bilo razdeljeno na 3 sekcije. Ta tretja sekcija je bila tista, ki se je ukvarjala samo z gospodarstvom in na čelu te sekcije je bil potem imenovan Švegelj. Od takrat pa do Berlinskega kongresa je sodeloval pri
praktično pri vseh trgovinskih pogajanjih, ki jih je Avstro-Ogrska takrat imela. Se pravi z Italijo, z Nemčijo, z Romunijo, s Srbijo, pa še ne bi se kaj pozabil, s Črnogoro, so sklepali trgovinske pogodbe in te pogodbe je v glavnem sestavil tale Švegelj, tudi zaradi znanja jezika. Zdaj tale minister mu je dajal popolnoma proste roke, da je lahko počenjal oziroma da je lahko sestavljal vse te pogodbe, mu je 100% zaupal. In prišlo je do teh sklenitev trgovskih pogodb, medtem ko potem se je začela spreminjati zunanja politična orientacija v celi Evropi, to bomo govorili predhodnič, kaj več. Prišlo je do tega, da je Turško cesarstvo čedalje bolj slabelo, da se je na drug stran, kot tukaj vidite, neke majhne državce so se začele takrat pojavljati. Vele sile so se takrat že odločile, da Turčija ne sme propasti, da jo morajo obdržati, ker če bi propadla, bi se mednarodna situacija močno spremenila. Poleg tega bi sigurno prišlo do vojne zaradi tega, ker so vsi imeli svoje interesne sfere, tako Francozi, Nemci takrat še ne, od 1878 pa, ampak do 1878 pa ne, Angleži, Francozi, Rusi, začeli so se umešavati tudi Italijani, no in to na noben način so vsi diplomati vedeli, da bi bili vsi zadovoljeni, je nemogoče Turčijo tako razdeliti in zato nekaj ostane in jo pa mi počas bomo sprovocirali različne vojne in v vsaki vojni bo kakšna država nekaj dobila. Mi jim bomo dali pač en kos ozemlja in bomo s tem dobili tisto državo, da bo naša zaveznica. No in tako je bilo. Do Berlinskega kongresa je potem prišlo zaradi tega, ker se je končala 5. rusko-turška vojna in takrat so Rusi zelo pomagali Bolgarom in turška vojska je bila hitro premagana, Turki so bili prisiljeni, da so sklenili mir v San Stefanu. San Stefanu je bila ena vasica, ki se je imenovala v Turški Jesilkej, danes jo pa ni več, ampak veliko vas je gotovo tam že bilo, ker tam je danes turško letališče. No, tam je bila sklenjena ta mirovna pogodba, ki je bila Bolgarija se je raztegnila čez vso Makedonijo. Tako je bilo to mišljeno. In seveda to ni bilo všeč predvsem Avstrijcem, pa ne Italijanom, pa tudi ne Francozom in ne Angležem, ker jih je Rusija osvobodila Bolgare, je bilo to jasno, da so Rusi tle. In da so Rusi prišli do toplega morja, ker so se borili že zadnjih 200 let. In zato je pa prišlo do Berlinskega kongresa in pri tem Berlinskem kongresu je igral, to je bil pa drugi višek, ali zdaj že tretji, diplomatske dejavnosti Švegla, ker je bil izbran kot med 3 eksperte. Vsaka država je imela zunanjega ministra na tem zasedanju in vsak minister je imel 3 eksperte, ki so lahko sodelovali na vseh zasedanjih. Poleg tega jih je pa še več 10 sodelavcev za vojsko, za prebivalstvo, za bančništvo, za vse mogoče zadeve. Največ so jih imeli Velika Britanija imela 143 sodelavcev v teh
na tem berlinskem kongresu, ki je trajal en mesec dni. No, prav zaradi svojega znanja jezikov z tega področja, ne, srbsko, zdaj edin ne vem, če je znal novo grško, staro grško, znal novo grško, pa ne vem. Ampak razumel, iz francoščine ven je precej dobro razumel tudi romunsk. Uradni jezik je bila francoščina, takrat še vedno, in v svojih spominah kar naprej piše, kako Angleži ne znajo nič francosk, ali pa zelo slabo, ker danes je to nemogoče, ne danes pa ben francosk ne znal, ni diplomata, lahko nikjer. No, skratka, on je znal gladko in je bil skoraj na vseh sestankah. To je bilo zelo naporno, ker cel dopoldne so bile seje, pa so bila bogata kosila, potem so pa do 8 zvečer uresničevali tisto, kar so zunanji ministri sprejeli. Vmes sta bila dva sprejema, pa da večerja, pa spet sprejemi, pa plesi, tako da bolj pred drugo zjutraj ni šli nobeni spat. No, kako je pa to bilo, to bomo slišali prihodnič, kakšna je bila nova razdelitev. To je bil zadnji veliki kongres velesil pred Prvo svetovno vojno. Po Dunajskem kongresu zadnji veliki kongres. In odločilno vplival na nadaljnjih 40 let do Prve svetovne vojne. Že na koncu so vsi vedeli, da ne bo noben zadovoljen in dejansko ni bil nišče zadovoljen, nobena država. Sami kompromisi so bili sklenjeni. No, biti bila edin zadovoljena je pa Črna Gora. Črna Gora se je povečala za več kot 100% in kar je pa neprevažno, je prvič dobila obdelovalno zemljo. Dobila Nikšičko polje, do takrat Črna Gora ni imela niti ene obdelovalne površine. To se pravi, živeli so samo od ropa. Od ropa pa od koz, pa ovc, pa od ruske pomoči. Kolikor je bil državen proračun, to je vse plačala Rusija. Glavno mesto Cetinje je 1850 imelo 8 hiš. Je bil glavno mesto. Ceste je bilo nobene. Ampak, je pa bolj važno kot Slovenija. Ker pa samostojna država in v vsakem arhivu, kot samostojna država nastopa. Slovenija pa do leta 91 let. No, skratka, nezadovoljni so bili vsi in to je pa prišlo hmalo do konfliktov, Prva balkanska vojna, Druga balkanska vojna, takoj na to Prva svetovna vojna, to pa ne bomo več govorili. Potem, ko so sprejeli, torej, ko je bil Berlinski kongres sprejet in pri tem zaključni listini je sodeloval Šlegel, predvsem pri tem, kako si priključiti Bosno in Hercegovino. Cesar je bil za to, ampak nemška levica so bili najmočnejša stranka v Dunajskem parlamentu, so bili pa proti. Ker so rekli, da to ni dobro, da zdaj Avstrija, ki itak ima komaj kaj več, takrat še komaj kaj več nemškega prebivalstva, kot 50% skupaj z Madžari, da bo slovanskega elementa preveč. In da je to navaren za Avstro-Ogrsko. Začele so se že te ideje panslavizma, pa jugoslovanska ideja, to je vse takrat že začel in ta nemška bila je pa levica, liberalna levica, so bili proti temu. Na tej strani, ampak Šlegel je bil tudi predstavnik te stranke.
Ampak on je gledal tukaj, kaj je dobrobit Avstrije. In on je že 10 let prej je sestavil svoj načrt, ki ga je imenoval zdaj se pa ne spomnim, kako se po francoski reče. Skratka, načrt o prodiranja na Balkanski polotok do Kosovske Mitrovice. On je bil zato, da se Avstrija poveča, tam je skoraj do Skopja, to v prvi fazi, potem pa še do nekje do morja, ali tam v Albaniji, ali pa klele v Turčiji. In da južnih Slovanov je v monarhiji že dost in da če bi Avstrija prinesla kulturo pa gospodarski razvoj, da bi potem te tenzije, da bi se v južni Slovani združili s Srbijo, da bi se na ta način teh prizadevanj ne bi bilo več. Zato je bil zato, da Bosna in Hercegovina ostane, ravno tako tudi Andrašev. Potem je pa prišlo do glasovanja v parlamentu in so ta berlinsko deklaracijo komaj spravili skozi, se je pa takrat zameril Švegelj Francu Jožefu, ker ni podprl tedanjega predsednika vlade, oziroma, zdaj sem en korak preskočil. Zaradi tega glasovanja je Andrašev odstopil, prišlo je do vladne krize in na vlado je prišel grof Tafe, ki je potem imel najdaljšo obdobje enega ministrskega predsednika v času cele monarhije. On je bil eden redkih, ali pa sploh edini prijatelj še iz šolskih dni s cesarjem Francem Jožefom. Bil je pa takrat precej ekstremen predstavnik katoliške smeri. No in on je bil proti nemškim liberalcem in ko je potem prišlo do glasovanja, to, kar so Avstrijci rekli, dispozicijski fond, to se pravi, to je bil tisti denar, s katerim bi, kako mi zdaj to rečemo, ne vem, da je predsednik vlade dajal denar za podkupovanje. To se je lepo rekli dispozicijski fond in ga pa mogel parlament sprejeti. In Švegelj je glasoval proti in zato ni bil sprejet. On je bil tisti jeziček na tehnici. In ni bil sprejet, to se pa Francu Jožefu, Franc Jožef zelo zameril in čez 3 dni so ga upokojili. Brez, nekaj mu je pa Franc Jožef naredil. On je bil šele 20 let v vladni državni službi, ampak Franc Jožef mu je pa dovolil, da je dobil polno penzijo, kolikor da bi v službi 40 let. In potem se začne tretje obdobje njegovega življenja, to je pa parlamentarna dejavnost. On je bil, kot sem rekel, vse skozi vodja kranjskih Nemcev, to se pravi te nemške stranke, vse skozi do konca svojega življenja in takrat se je Slovencem najbolj zameril. Ker te so bili, ta stranka ni bila prav poseben številčna, nazadnje so obdržali samo mandat v Kočevju, tam itak nemško prebivalstvo bilo in to je bila tudi zasluga Švegla, da se je to obdržali. Prej so pa imeli tudi Ljubljano, ko so Ljubljano zgubili, so nazadnje imeli 3 mandate, pa 2 in enega je skozi imel Švegelj, tako da je bil on od 1881 pa do 1911, je bil član
Avstrijskega državnega zbora, poleg tega pa tudi član Kranjskega državnega zbora, povsod na strani nemških nemških ustavovercev. Zdaj, če jim rečemo nemški nacionalci, se to tako je nehote pomislimo na čas med obema vojnama, ne pa na ta nemški nacionalizem. To ni bil tak. Ti niso bili tako. Čeprav je iz tega skrajnega levega konca nemške levice je išel tudi Hitler. Tako da so te povezave zelo komplicirane. No, tam je bil skozi deloval v obeh teh parlamentarnih dosegov marsikaj, tudi za Slovence. On je, zato je postal tudi častni občan številnih občin, Novega mesta, Ljubljane, Bleda, Tržiča, še kaj. Predvsem zaradi gospodarskih na politični ravni ni pravzaprav za Slovence naredil nič. Še bolj škoda kot ne. Čeprav v spominah prav, da ni nikoli škode delal, ampak se to bilo že Eolipso, če ni tudi prvo slovenska stranka, je bilo že to škoda. Ampak gospodarstvo jim je pa na vseh način pomagal veliko. Njegova zasluga je recimo prva, ki se meni zdi pravzaprav največja, je ta, in je pravzaprav sramota, da ga Ljubljana kot častnega občana ne omenja več. Ko je bil potres v Ljubljani, je na njegovo inicijativo bil sprejet zakon, po katerem vse obnovljene stavbe 18 let niso plačevale davka. In to se pravi, tiste od 1896 naprej se je začel tisti ljubljanski bum v izgradnje Ljubljane, kakršno danes poznamo. Že tale koga, rektorat, to se pravi poslopje Kranjskega deželnega zbora so začeli zidati že 1896 leta. Tam, kjer Cerar zdaj ne domuje, ampak vlada, je to baron Hein naredil. Nič, ne stara Jugoslavija, ne socialistična Jugoslavija, takih stavb ni nič zgradila. Sodišče je še zmeraj Franca Jožefa, večina gimnazij je od Franca Jožefa, mostovi so od Franca Jožefa, dobro, jih je Plečnik pa popravil, ampak je bil že njih tak velik. Skratka, Naroden muzej, drama, opera, to je vse v tem času narejeno. In ne glede, in ne nazadnje tudi zato, ker so bili oproščeni tolikih davkov. Druga zasluga, tam je tudi zaslužil, to je tudi treba povedati, da je znal zaslužiti. Bil je solastnik Belokranjske železnice, Novomeške železnice, sodeloval je pri Tržiški železnic, potem pa predvsem pri tej bohinjski oziroma turski železnici. In takrat so tudi govorili, da ker je potegnil tisto progo, tako kot zdaj teče, da ne vem, a se vi, ker ste mojih let, pa malo več, a se še spomnite, jaz sem tudi otroških let spomnim, da so rekli, da tam na blatah, da se zvečer pokažejo Pečnikove lučke. To se pravi, oni so rekli, da je tam, da so tisti Pečnikov, pa ne vem kdo, da so še kmetje, da so morali prodati tisto zemljo, njemu, kaj so imeli, njemu ali kako, na vsak način je on tam zaslužil s tisto železnico, in to so mu učitali. No, tako je bil to do konca. Je deloval samo na tem gospodarskem področju, na političnem je pač bil proti slovenskim liberalcem pa klerikalcem, to je bil. Drugače je pa posvetil predvsem svoji familiji in pa svojem posestvu. On je, kot rečeno, je bil
poročen s to Marijo Battisti di San Giorgio, to je predstavnica furlanskega nižjega plemstva. Z njo je imel eno samo hčerko, tudi Marijo, ki je pokopana z njim na rečišč cerkvi, ki je pa umrla 6 let stara za Davico. Torej, tam je bilo najbrž tako bi imela škrlatinko, pa je pa bilo pa škrlatinko dobro, no pa je pa samo z Dunja prišla na ognjišče, dobilo takoj Davico in umrla. In tega nista mogla pozabiti. Od tega šoka je njegova žena tako zbolela, to, kakšno bolezen je imela, sicer ne piše, ampak odpovedale so mnoge. Tako da je bila pravzaprav dolga leta hroma. Ampak no, pa nazadnje pa se je pa to zboljšalo, tako da ta zadnje leta pred njegovo smrtjo, oziroma po letu 1906, mislim pa do leta 11, sta hodila vseh let, sta imela take dolge počitnice, potovalne, sama, tudi z avto, svojega avto, on je kljub temu, da je 70 let stari avto vozil. In 19. To takrat ni bilo samoumevno. Zdaj avto že bo, lahko je mu, ki mu to odnaja. Ampak sam vozil in pa tam ne prekotini, tam peco, je 1911 se zanetil, mu nič ni bilo, noben mu ni bilo nič, sam avto je bil čist točen. To so tudi Cajtengah napisali. No, ta Marija Battisti di San Giorgio je preživela skoraj za 20 let, umrla je 1933 leta v Ljubljani. Prava sreča, pravzaprav zanj osebno je bila, da je umrl v prvih mesecih Prve svetovne vojne, 16. septembra 1914, da mu ni bilo treba doživeti razpada monarhije, kaj je bil takrat bilo z njim, sem bil pa že zelo star, ampak to po moje bi se mu srce počel. Je umrl in je bil pokopan na Blejski cerkvi. In to pa zdaj ne vem, kako on je bil pokopan, to pa gospod župnik bi pa mogel, bo pa potrebna vaša pomoč. On je bil pokopan v tisti Mariški veži, ki je zdaj Rusova. In tisto so, in tam noter je bil tudi njegov kip, doprsen kip. Potem pa so ta kip podrli, to so ga pa očitno Nemci, leta 1944. In potem 45, zdaj pa ne vem, 45 ali 46, skratka po vojni, so pa to kapelco dobili Rusi. Ja, no, ne Rusi. Družina Rus. In mnogo je dobiti. Torej, jaz tega dokumenta nisem videl, sem pa samo bral. Da je bil od tam pokopan v cerkvi Svetega Andreja, da je zato mogel dobiti posebno dovoljene ljubljanske škofije. Celotika. Si to piše na njegov plošči cerkvi. Kaj? Notujem, če to piše na tisti plošči, spominski to piše. Ja. Vatikana, da bi bil prikopan. A tako piše? Ne mobi to, da se možda tam povečaš. Zdaj ne vem. A bi to kaj mesto? A to se pravi, to siguren nam more to, kar župnik samo odločiti. Ne. No, skratka, zdaj ste tam pokopano. V spominih, to je tudi zelo vprašljivo, v spominih Evgena Lampeta, ki je bil eden vodja SLS, pa nasprotnik Kreka, bil je Starin, oziroma sodelavec Šušteršiča, on je bil na pogrebu. In je rekel Šukle, ki ga je najprej poznal, pa ne več sta skupaj sodelovala v državnem zboru,
mu je tudi govoril. No, ampak ta Egon Lampe prav, ja, to je pa res nekaj groznega, ljudje so mi povedali, da njegova žena ni pustila, da bi bil spreviden in je umrl v grehu. In ko je njegov brat Martin, ki je bil še živ, to slišal, jo je pretepil. Zdaj, koliko je to res, je vprašanje, ampak je vrla pes, je ponovati mi nič šlagal. Ni bil seveda zraven, to so mi tam pripovedovali, ne vem, kakšne so bile razmere. Tudi tale gospa Voduškova, pa še Žiga, so mi rekli, da se niste nič zastopila s tole Marijo. No, ona, ampak testament je pa zelo upoštevala. Zdaj pa zamislite, kakšna bogatija je to bila. On je zapustil za kranjsko kulturo, za muzej, 1 milijon zlatih kron. Potem je zapustil vse te slike, kar jih je prinesel, pa kar jih je tudi zbral v Egiptu, pa še kje drugje, na Dunaju ali kjerkoli že bil. To je vse zapustil v Narodnem muzeju. Narodni muzej ima tisti zapisnik, ko se reče sprejemni zapisnik, ki mi ga hoče pokazati. Ima pa 33 strani. Torej, zdaj vprašanje, kje so zdaj tisti predmeti? Tam nekje v klet, če boste pogledali v Narodni muzej, nekaj, zdaj je bila ena razstava o Egiptu, o egiptovski zgodovini, kaj v Sloveniji imamo. Tam je bilo nekaj manjših predmetov, 33 strani, bile so pa najrazličnejše preproge. Ne vem, kje je cel kup tistih njegovih odlikovanj, ki je bil mehiška, japonska, kitajska, evropska, različnih evropskih vladarskih hiš, potem ruska odlikovanja, še vemo, kje je. Knjige, vem, da so dali kar tudi ne vem kdaj, jaz sem jih v antikvariatu že nekajkrat videl kakšno, ko je njegov podpis noter. In mu je 2 hiše na Bledu, ena je vizavi vlade, to je bila takrat Blajvajzova, zdaj pa Prešernova cesta, eno pa na Levstikovem trgu, 2 hiše. Potem je imel tole no, to je pa, kaj je to? Časne očam Bleda, no, to je to. A lahko berete? No, to je ohranjeno, to imajo Voduški, imajo to. In to je od vseh častnih občanov Bleda edina diploma, kar je po mojem vedenju ohranjena. No, to je spekulanja, to ne zvoji grb. To je tudi nekaj grba, To se pravi, Labo je Fomborzija, delo in kaj je to sodelovanje? Složnost. Kaj? Sloga, ja. In to je zanimivo. Tam je spodaj je Svingal, kaj? A zakaj je Davidova zvezda? To je nekaj, tukaj ima nekaj žuga.
Knobleharja v Egiptu. Metalica. To je Aurora. To je že. Zvezda je metalica, Severna ladja Knobleharja. To je Aurora. Ki je pomil. No, skratka, to je bilo, in ko mu jo je naredil arhitekt Fabjani, noter pa eden najbolj znamenitih mizarjev notranje opreme, ki je naredil tudi ves pohištvo v Dunajskem parlamentu, tudi naredil za Švira. In ta hiša še stoji, ko sem bil jaz, tam je bil del občine noter v Opati, drugač pa... Davčno pravi. A to? To je. No, Bože, jaz sem bil 10 leti. Nasprot občino Opatijske, na drugi strani je na Palačem bo Volos. No, Volos, ja, ne, Opati, ja, ne, Občino Morjo, da je pa bilo stran ceste. Je bilo? To je, s to bom slike sem videl. Ampak to je zgrinš. Ja, Zgrinš pa na to je občino. seveda zgrinš. To ta vila, ali bo dobro. To je bilo krivo. No in zdaj, ta vdova njegova je leta 1933 umrla, takrat je bilo to kot Italijo, pokopana je v Voroski. A sta grob videl? Sem ga iskal, mislim. No vidiš, jaz sem ga tudi iskal, pa ga nisem najdel. Mišljala, pitaj Boga. Ali so bo Otrok ni bilo. In kaj je bilo, s tistem tema hiša v Ljubljani, sem tudi to nacionalizirana, nekaj je drugega. Skratka, vse to, ves ta veliko bogatstvo je propadlo. No, pri nas pa so ga tudi nekako je ostal pozabljen, zaradi tega, ker je, kot sem že v začetku rekel, ker je nastopil kot Slovenc. Čakaj, nekaj vam pa moram prebrati še za zaključek, kaj je on mislil o Slovencu. To pa vendar je ni nič proti slovenskega in je gotovo bolj pozitivno, kot pa Sem otrok slovenskih staršev in svojega rodu nisem nikoli tajil. Čeprav nisem nikoli dvomil, da so moji starši nemškega rodu in da je tako z večjim delom gorenjskega prebivalstva in še posebej tistih področij, kjer so se Nemci priselili na gospodstva Brixenske in Frajzenske škofije in so s časoma svojo materinščino samo zamenjali slovenščino. Vse do današnjih dni pa so ohranili svoj nemški značaj, svoje običaje in navade, ter deloma tudi svoj način gospodarjenja. No, skratka, to nam bomo reči, da je bilo njegove. Ni bil pa, bil je pa, dobro, ni bil Slovenci, ne, oziroma ni bil Slovenci, ni bil aktivni Slovenci. Takrat je bilo še pa še, smo se jo povedali, Jožef Štefan je bil slovenski pesnik, izdal se pesniško zbirko, ampak pol so rekli, ti pa si tam na Dunaju, na univerz, pa nič več močeš se politično vključati in so rekli, je negat. In če ne tisti zakon pogledal, bi ga posadili. Po drugi strani pa za tistega kuha, ne za kuha, ko se že pisal tale, za pregel. Pregel, ne pravimo, da edini Slovenc, ki je dobil Nobelovo nagrado, ta je pa bil jesel tisto ne Slovenc. Ki je bil prvič ljubljanski Nemc, nič ni Slovenc znal, nikoli se ni za Slovenca izjasnil in leta 1918, ki je nastala Jugoslavija, je priprič šel v Gradec. No, nekaj pa imamo za Slovenca, ne vem zakaj. To je takrat je cel kup primerov, ne?
kaj se je, Blajvajs je sicer res bil v Kranju rojen pa to, ampak pisalo ima pa čisto nemško. Se ni nič po slovenski spremenil, ko so se na Štajerskem moji študentje, jih je nepar, da so se njihov starši mogli 45 leta prepisati, ne? Posloveniti. Tako da ta slovenska zgodovina je res komplicirana in zdaj to, kar je pa on rekel, to bojo najbolj cel kabih je, ko bojo spet skočili po koncu, ko to ni nič res. Da Slovenci smo bili do Salzburga pa naprej, na vem kje še vse, ne do, pa tam koga, do Iklija, a ni zadnjič Bizjak, takrat smo šli vse tiste hribčke tam, slovenska je njena vedno, a ni? Ampak to ni nič. Bolj verjeten je, da tle ni bilo nikogar slovenskega. In so Frajzinški pa Briksenski, torej za Frajzing je siguren dokazan. Medtem ko tle za Briksen pa se s to noben ne ukvarja. Ampak to je bila prazna zemlja in so naselili te ljudi, zato da je bila zemlja obdelana. To so pa ratali, koliko jih je pa po 45 leto, ne pa leto 18, koliko jih je šlo v Beograd. Pa niso bili še Slovenci. Moja mama je bila 3 tete, vse so šle takoj v pravoslavno vero, zatrle katoliško, dobile neka pravoslavna imena, se poročile s Srbi, pozabile slovensk, in to pa nič ne rečemo, da so kakšne renegati. Ali pa z drugimi, z Mađari pa to. To je nekaj neverjetnega, to je samo anti-nemško je pri nas najbolj trdovratno in najbolj, kako ne rečem, najbolj trdoživo in najbolj rešuljeno. Ampak to je zdaj krivo veročim. Ja, zdaj smo prišli do konca. Če sem te pozabil, sem gotovo veliko, če ne pa vprašal. To, da se razvihto Kaj? koliko zemlji se razvihto na Belijskem okresu. To bom povedal drug tel. No, še nekaj sem res pozabil. On je bil od vsega začetka, je rekel, da je od prve plače naprej, pa do konca življenja je dal četrtino plače za investicije. In je potem kupoval, ker je njegov brat Martin, je nekaj pogolfal, pa je mogel nek gost prodati, in to on nazaj kupil. Pol je kupil, ne vem pa, tam v Dolgi dolini, kako se reče, pa na Pernikah, pa ne vem, kje je še kupil zadove, pa še travnke, tako da je potem Grinšče kupil za majhen denar, že 1869 leta, in potem je dokupoval toliko časa, da je imel celoten posestvo vsi gozdovi, pa vzdrževalna zemlja, vse, je bilo 500 hektarov. In 500 hektarov je bila pa tista višina zemlje, s katero te država imela za veleposestnika. In zato je bil on upisan v Kranjsko deželno desko, in to so bili samo veleposestniki. In ta veleposestništva je bila ena večjih na Dolenjskem. Seveda je bilo to malo, ne v primerc, kaj se je Zavaš, Erli, pa Zatemci, pa Nemenski, in še s takim starim deniškim familijem, ki so dobili še pač tile darovnice. Ampak za enega takole kričkega sinu, ki so se naredil bleščeto kariero, noben drug ni take, edin po tej hierarhični lestvici je bil nad Šreglem edin Ivan Žolder, ki je bil samo en mesec.
V zadnji avstro-ogrski vladi je bil en mesec minister. Je bil edini minister Slovenc, ki je do ministerskega portfelja prišel drugačno veden. No, ta je bil pa podminister, šef tiste sekcije in je bil sveto prepričan, da bo minister. In ker je bil v napačni stranki, ker je Tahlerjeva vlada prišla na oblast, ki je bila klerikalna, ga niso imenovali. Mislil je, za dvoje mislil. Največ šanse je imel, da bi bil trgovinski minister, ker je bil največji, to je pa bil, to smo pa vsi priznavali, da je največji ekspert. Mislil je pa tudi, to bi ga bolj veselil, da bi bil za zunanje zadeve. No, pa ni bilo ne eno, ne drugo, pač pa ni bilo tudi. Kaj je vi kažem? Seveda. Kako da je sploh tak kmečki sin izgori, ki bo eni smo in koliko v velikem vek lahko take šole bo vprašanje. Se pravi, Kakšni goljanski tako da ne. Kaj ste zdaj rekli? Teli goljanci ste imeli dva generala, dva visoka, eden je bil šef generalni štab, opadala sva generala pehote. Plejci ga nimamo. Kako? Čisto enostavno. Grof Hojnvart ga je tam v Ljubljani, ker je bil ličnak, mu je rekel, da mu je inštucirati. To so mu vprašali šole, ali? Koga so mu vprašali? A so mu preslačne šole? Seveda to je bilo. Ne. Dokler je bil v Lojzjevišču, je mogel plačevati. Ampak ko je pa prišel v tisto diplomatsko akademijo, je bilo pa vse zastonj. Seveda. Veliko pa zdaj. Na koncu To naša tretji sin kaže, ki šel na Dunaj slikarstvo študirati. Mi zanima, koga je dosto, kar na Dunaj slikarstvo študirati. Tretji sin kaže, tretji v vrsti že. Kaj? Anton Jančič je bila. Ja. Sin kaže, da šel študirati na Dunaj že kot tretji. Ja. Žive slikarstvo. Jaz samo eno gledam poznam. To je stavno. Ja, cel kup jih je, ko so se bolj povenovali na Dunaju ali pa kje drugje, pa so pri nas pozabljeni. Kaj je tiste, ko se jih piše? Vse se pa ne spomnim. To so pa lepo, to sem že rekel za tistega, ki je bil rektor univerze, pa za kaj? Čižman, no, brata Čižmana. Čižman je bil rektor Dunajske univerze, kar ni nič posebej. To pa nas pravno povaja je, da bo nekdo rektor univerze. In se to meni moto biti, vse je bil samo en let. Ja, to je bil edni profesor, ki je bil rektor, ne pa zdaj se to pulijo. Da je to na drugače sektor. Na figa je. Prvič nisem nič upošteval, dela imaš pa velik. Prvi študente lahko ven nesejo. Včasih pa če bil edni profesor, je mu pa direkten dostop kamerkoli do cesarja. No, ta Čižman je pušel študirati v Ljubljano peš. Ljubljančan je bil. Z Ljubljane na Dunaj je šel peš. In njegov brat se je pa zaposlil pri angleškem veleposlaniku. Na Gojčijo je pucal pa kona angleško. In ta angleški veleposlanik, ki je bil poslanik, kot so rekli poslanik, ni znal nič nemško. In takrat je bila revolucija 1848 in je ta Čižman mogel vse mogoče brošure, pa časopise, pa vse, kar je takrat izhajal, njemu prinesti. On jih ni nič prav spravljal, jih pa je. Pa se pa počas malo naučil nemšk
in je napisal prvo zgodovino Dunajske revolucije v angleščini. Skupaj s tem Čižmanom, ki je vzel sabo v Ameriko, se tam to naredilo, in pa je bil ta Čižman velik raziskovalc tam v tistih velikih jezerih, postal direktor navtične šole v Trstu, pa malo umrl. No, ta brat njegov Čižman je pa študiral, je bil pa vzgojitelj, je pa študiral pravo, diplomiral pravo in kot se je pa specializiral za pravoslavno pravo. In je napisal 1867 leta učbenik v obirih, ker je znal aramejsko, pa perzijsko, pa armensko, pa ne vem koga še vse, in na tistih virih prve roke napisal ta učbenik, ki ga še danes uporabljajo. Že danes ni presežen. Postal profesor na pravni fakulteti, bil vzgojitelj naslednika Rudolfa, pa je bil pa profesor do konca in zdaj, jaz ne vem, kaj je to res, ampak če berete tam spomine Trdine, vam grozno grdo v njemu piše, prav, da je bilo tako eno grdo baburo, ki ga je samo izkoriščala, nič dobrega, da ni hotel nič slovenc govoril, da je sam nemč govoril, no, potem je pa, ki je umrl brez otrok, je pa zapustil, no in to naši doktori to nič ne upoštevali. Jaz sem jim že večkrat rekel, pa sem jaz nič, ampak če pa to poveš, pa če bi v to v Avstriji bil pa sigurno doktorska zbornica to naredil. On je ves svoj premoženje dal, da so zgradili na sred Dunaja bliz Korotana hišo za slepce iz Kranjske in Štajerske. In to, iz tega njegovega denarja so ti ljudje tam živeli. Do smrta, ne, pa so bili, kaj, on je bil, jaz ne 1894, se mi zdi. No, to je ostalo do konca monarhije, pa smo seveda, v Jugoslaviji so rekli, hvala vam tiste Avstrijce, smo zgubili vse skrat tako kot Knaplovo štipendijo, ampak do takrat je pa bilo, in ko sem bil jaz prvič na Dunaju 1865 leta, je ta hiša še obstojala in je še funkcionirala, pa ne samo to. Ulica se imenuje Blindengasse. No, zdaj pa tam, pa smo tisto hišo podrli, pa naredili eno moderno, kaj se je pa je, ali klinika, ali koga za očesne bolezni, ampak tak zdravstvena ustanova je. No, in pri nas, da bomo eno tablico postavili, ne tam gor, to pa ne.